Jaz sem tu poučevala od leta 1977 in tukaj so bile vse šole kar zelo stare. Tu v celem Breginjskem kotu so bile vse zgrajene okrog leta 1900 pod Avstro-Ogrsko, zelo visoke, in v tej stavbi sem tudi jaz imela stanovanje. Jaz zdaj nisem vedela, koliko se je lahko porušila ta šola visoka. Jaz sem mislila, da se je streha, da se je vse porušilo, kajti en del stavbe se je zrušil zadaj prizidek, stola so tudi kamni se dol kotalili. To je bil izredno kratek, tako močan zvok in še tisto, ko je tako treslo, takole se ves omet je padel dol, soba se je lahko to v sekundah, minutah napolnila s temi umetnim prahom. In tam sem jaz vedno trdila, da sem skozi zid videla luno. In še danes mislim, da je to v tako mogočni stavbi lahko bilo, ali mislim, da ja. Takrat je bilo pa 28 otrok v šoli, sva bila kombinirani pouk, sva bili 2 učiteljice. Sem bila učenka 1. razreda in gospa Vida je bila moja učiteljica. Jaz se spominjam, takrat, ko je bil potres zvečer, tam okrog 9. ure, sem že spala v svoji postelji. Starši so me iz postelje dvignili in peljali ven. Nad našo hišo je cerkev in zvonik in bilo je grozljivo, ker se je slišalo en tak čuden, nenavaden zvok, vsi ljudje so bili preplašeni, krave so mukale, psi so lajali, kokoši so kokodakale. In ljudje pravzaprav prvi trenutek niso vedeli, kaj je, potem pa pride gospa z izkušnjami, stara čez 80 let, in je rekla, je molila, šibe potresa reši nas, o Gospod, šibe potresa reši nas, o Gospod. In tako so pač ljudje potem rekli, to je potresa, ne, za nas otroke neki neznanga, nekaj nepojmljivega, nismo mogli doumeti, kaj to je, ne. Otroci drug dan niso šli v šolo, to je hodilo se ciljno po Breginju sem pa tje, dokler že pa naslednji dan, ta tretji pa je že se organizirati začelo. Jaz moram reči, da tako velikega dela, čeprav je bilo škoda starega Breginja in smo ga vsi zljubili in je bil res nekaj lepega za Slovenijo, ampak to, da je tako hitro bil ta denar, ki je bil zbran, ki ga je bilo kar veliko zbranega iz cele Jugoslavije, da je tako hitro bil porabljen, kvalitetno porabljen. Si vi zdaj predstavljate cele vasi preseliti in v jeseni so se že ljudje vselili pred zimo. Moram pa zdaj reči, kako je pa ta šola nastajala, ne? Ta solidarnost je kar šla ko blisko od republike do republike in v Makedoniji so tudi naredili nam načrt. In oni so nam zgradili šolo in smo jo poimenovali po tem njihovem učitelju, revolucionarju Goce Delčevu.